imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je 27. septembra Anno Domini 1991, to se pravi pred 33 leti, 91 leti, takrat, ko je tudi zadnji vojak JLA odšel iz Slovenije. Takrat se je zgodilo, da je nek študent borilnih veščin sprejel izziv, da bo z golo roko zlomil približno 100 strešnih opek v minuti in pol. Se lahko mislite, 100 strešnih opek v minuti in pol, da jih bo z golo roko dal na pol. Kdo bi si od nas, od decov, upal kaj takega napraviti? Noben, verjetno. Boga, vedno bi že pri prvi opeki roka šla, roka tako bolela. No, ampak temu, na te opeke so dali gor, razporedili so, mislim, po 4 koliko opek je bilo. Ja, opeke so bile postavljene v skupinah, vsaka na 2 nasiljih, visokih približno 10 cm in 23 cm narazen. Na vrhu vsake skladovnice je ležal kos klobučevine, da bi zaščitili tekmovalčevo roko pred poškodbami. Ocenili so, da je bilo tam po 5 opek na 20 opornikih, ki so bili poravnani v kvadrat. Torej po 5 opek hkrati. No, pravi, vzdolž vsake stranice kvadrata so bili 3 pomočniki, njegovi pomočniki, oblečeni v uniformo borilne veščine. Ti spremljevalci so bili zadolženi, da bi prinesli pred kvadrat vsako nezlomljeno opeko. Ti bi ponovno položili na opornike, da bi jih tekmovalec zlomil na koncu. Pravim, preden se je izziv začel, so začeli pomočniki vpiti kijaji. In tekmovalec jim je odgovarjal s podobnimi klici. To klicanje se je nadaljevalo tako, da je bil vsak klic glasnejši in močnejši. Nenadoma je kričanje ponehalo. Ki moč se je razvila in tekmovanje se je začelo. Nadaljevanje dogajanja je bilo hitro in silovito. Vse opeke so bile zlomljene v dogovorjenem času v minuti in pol. Si lahko mislite, sami, se pravi 100 opek v minuti in pol, strešnih opek v minuti in pol, vse so bile zlomljene. Po tem dogodku je neki tehnik se je odločil, da bo zadevo zelo počasi ponovil. Se pravi, posnel je na kamero, kaj se je dogajalo, in potem to počasi ponovil, da je videl, kaj se je dogajalo med tem, ko je on lomil opeke. Pravi, na svoje popolno začudenje je ugotovil, da se tekmovalec dejansko nikoli ni dotaknil opek. Moč, ki je zlomila opeke, ne da bi le te prišle v stik s tekmovalčevo roko, to je bila moč in sila kija. Zdaj vas pa vprašam, moji dragi bratje in sestre, ki smo pri zdravi pameti, to je kamera posnela. Se pravi, dejansko se ni dotaknil niti ene opeke s svojo roko. Kdo je torej zlomil vseh teh 100 opek v minuti in pol? Kaj mislite? Lahko samo 2 moči sta na tem svetu. Ali jih je zlomil Bog, ali jih je zlomil hudič. Vidite. Ampak vemo, glede na to, odkot prihajajo te borilne veščine, odkot prihaja karate, juda, joga, jiu-jitsu, vse tiste borilne veščine, lahko vemo, kdo stoji za vsemi temi borilnimi veščinami. Vemo, da stojijo tisti vzhodni bogovi pa maliki, za katere pravi svetopismo, Psalm 95 pa še v Novi zavezi, pravi sveti Pavel, vidite, vsi ti maliki so hudiči. Vidite, boste rekli, gospod Maršin, zakaj nam pa to pripovedujete na praznik Kristusa kralja? Kakšna sveza ima to sin kralja? Zato vidite, ker je vso Evropo, pa vso zahodni svet, pa Ameriko, so prepojili pa preželi, vidite, ljudje s temi borilnimi veščinami in z jogo in s transcendentalno meditacijo, in kaj s tem, preželi vso Evropo pa Ameriko, s temi hudiči, vidite, s temi lažnimi bogovi teh vzhodnjaških verstev. Ja, in če ne vlada na tem svetu Kristus kralj, vlada hudič. Ne more biti drugače. Vidite, praznega prostora ni v duhovnem, niti v fizičnem svetu ni vakuma, niti v duhovnem svetu ni vakuma. Če bodo rekel, ja, pa v vesolju pa je vakum. Ni res. Vse vesolje, morate vedeti, vse vesolje, naj še tako veliko, je napolnjeno z nekimi majhnimi delci, ki jih imenujejo plankci, po nekem fiziku Plancku.
s plankci, vidite, kajti nikjer v vesolju, nikjer ne more biti nenega prostora, kjer bi bil vakuum. Ne more biti. Vidite, Bog je stvaril pač svet tako, da tako je. Vidite, da v tem svetu ni nobenega vakuuma, ne med zvezdami, ne med, tudi v atomu vemo, da ni vakuuma med atomskim jedrom, pa med elektroni, pa protoni, pa nevtroni, ni vakuuma, ampak so plankci, ki so manjši od elektronov, pa teh delcev, vidite, ni vakuuma. To je tudi v duhovnem svetu ne. Vidite, in to vam pravim zato, ker mene so eni starši so me vprašali, Gospod, kaj nam predlagate, v katero borilno veščino bi našega sina opisali. Jaz moram reči, da se borilno veščino nisem nikoli ukvarjal v življenju, razen ko sem bil star kakih 10-12 let. Vem, da so na našo šolo v Žalcu je prišla nek človek, je prišel, ki je rekel, da bo on treniral karate, tiste, ki hočejo karate trenirati. In seveda, kaj smo imeli, kaj je to karate. Glavnem, naši starši so se s tem strinjali, da mi da z bratom gremo na karate. Ampak to je bilo nekje konc šolskega leta in jaz sem šel samo enkrat na tisto srečanje. Eno knjigico smo kupili, neke rumene platnice je imela in sem prinesel domov, čisto sem bil zmešan od tistega karateja, sem imel glavo okrog obrnjeno, tako da sem take stvari govoril moji mami pa mojim staršem, da so se čudili, odkud to jemljem. Pa to sem tam nakrezil. Moj brat je bil pa tako nadušen, da celo ni hotel iti z nami do počitnice, ampak je ostal doma samo zaradi tega karateja. Vidite, danes imamo v Sloveniji, vsako večje mesto ima svoj karate klub, pa ima svoj judo klub, pa ima vse spada ravno tudi boks ravno tako borilna veščina. Ja. No, vidite, hočem reči, seveda pravim, glede na to, kaj sem zdaj na začetku povedal, da tistih opek ni zlomil človek, ampak je zlomil hudič, vidite, ki ga imenuje pač ki in tako, ki močno nekaj, kitajski či, kitajski meni či, japonski ki in tako, to vse mi povedal. Glavnem, vidite, ti ljudje so preželi tudi Slovenijo, vsemi temi klubi borilnih veščin, vidite, in mešajo glave otrokom, ne samo deklice, tudi fante upisujejo v te klube, ne samo fante, tudi deklice upisujejo, moški in odrasle, mlade in stare, vidite, vse zmešajo glave s tem, in ti ljudje pridejo pod vpliv hudega duha, pod vpliv hudiča. Če o tem si lahko preberete v tej knjigi, iz katere sem vam to prebral, nažalost, te knjige ni napisal katoličan, napisala je neka protestantka, naslov pa ima Krščanski bolet na borilne veščine in jogo. Izdala je Prenovo duhu, kar vemo, da ni od protestantov, vidite, ampak to knjigo mi gospa Terezija posodila, vidite, v tej knjigi sem to našel. In te knjige lahko najdete, vidite, je pa res, da pa, čeprav je Prenovo duha ni dobra, pa čeprav je to protestantka, ampak analiza teh borilnih veščin, kdo je za temi borilnimi veščinami, vidite, so za temi borilnimi hudiči, vidite, vse to je pa dobro in pravilno, je pa prav. 2 slovenska nadškofa sta napisala predgovor, upokojena, 2 slovenska nadškofa, Turnšek pa Stres. En moj butar pa Stres, moj bivši profesor. Oba moja bivša profesora, ja. Vidite, sta napisala predgovor, ampak rekel, tistega imam 3 brat, ampak gospa Terezija, če imate, dajte si gospe Tereziji to sposoditi, jaz bom to gospe Tereziji danes vrnil nazaj, pa si sposoditi, kdor hoče, pa naj si to prebere, ni vse dobro notar, kaj piše, ne. Ampak tisto, vidite, kar piše, proti temu pa je dobro. Torej, moji dragi starši vaših otrok, ali pa kakdorkoli že, torej bežimo proč od borilnih veščin, jih ne potrebujemo. Tudi boksa ne, čeprav ta teden goduje monsignor Huk Flehterti, on je bil Irc, ki je ko še ni bil duhovnik, je treniral boks, in potem, ko je postal duhovnik, je bil, so ga v Rim poklicali, je postal monsignor, govorili smo že o njem, da je rešil, ne vem koliko tisoč je rešil tistih ljudi v Rimu pred nacisti, pa pred fašisti, da jih niso pomorili, zaveznih vojakov, pa seveda katoličanov in tako naprej. Ampak jaz verjamem, da ko je on postal duhovnik, ni več boksa treniral tako, kot je treniral, ko še ni bil duhovnik. Tudi boksa vam ne priporočam, kajti vemo, da je boks nasilni šport, pri katerem večina bokserjev, ki vztrajajo pri boksu, kaj se zgodi, vidite, imajo poškodbe možganov, mnogi umrejo mladi zaradi krvavitev možganskih umritev. Spomnim se, ko sem bil še majhen otrok, in sta imela nek dvoboj, neka svetovna boksarja težke kategorije, nek Fraser, meni se bil pa še eni bil. In za tisti dvoboj je bil v Sloveniji po televiziji sredi noči, nekje ob enih ponoči. Ampak vem,
Vem, da so tisti dvoboj nekateri gledali, moj oče ga je gledal. In jaz seveda tega nisem mogel dobro spati, ker je pač televizija bila v spanci. Ampak sredi noči so šli gledati ta dvoboj. In baje se je celo tako končalo, da je v 5 prvih minutah je bil knockout in bilo konc. In za tiste vstopnice so dali ogromnem denarju, so plačali za tiste vstopnice, zato so lahko 5 minut gledali, ko so se dva mlatila, tam pa je enega zaspal na tla. Vidite, to je posledica izvirnega greha, da človek uživa v nasilju, v napadalnosti in v agresivnosti. Kaj pa pravi naš Gospod Isus Kristus, ki je kralj nebesne zemlje, ki je naš stvarni rešenik, vidite, en sam edini Bog z mečkom očeta svetom. Kaj pa on pravi? On pa pravi, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Torej, naš Bog je krotak in iz srca ponižen. On je ustvaril ves mikrosvet, ves makrosvet, vse nas ljudi, vidite, ampak je krotak in iz srca ponižen. Kaj pravi enemu blagor? Pravi, blagor krotkim, kaj ti bodo deželo posedli. In kaj še pravi? Vidite, nekje pravi, kdor te bije po enem licu, mu nastavi še drugo. Kdor ti hoče vzeti plašč, mu daje še sukno, mu daje še plašč. Kdor te prisili, da gre z njim 1 miljo, pojdi z njim 1 kilometer, pojdi z njim 2 kilometra, bi rekli po slovensko. Ja, se pravi, vidite, naš Bog uči krotkost, pravi blagor tistim, ki delajo za mir, kajti ti bodo Božji otroci. Se pravi, on uči nauk, vidite, Bog nas uči nauk, ki je diametralno nasproten kaj? Napadalnosti, nasilnosti in agresivnosti. Vidite, vse to troje je pa v jedru in v bistvu vseh borilnih veščin, tudi boksa. Torej, moji dragi starši vaših otrok, ne dajajte nikoli nobenega, ne vašega sina, še manj pa kakšno vašo štirko, kar je dvojni smrtni greh, da v kakršnekoli borilne veščine, tudi v boks ne dajte. In če kdo od vas dajkoli trenira kakšnekoli borilno veščino ali kakškoli že, in ima doma kakšen kimono ali kakšen pas, da so pasi do črnega pasu, neka hierarhija, neka lestvica je. Če ima kakršnokoli literaturo, če ima kakršenkoli DVD, vemo, da je Hollywood, jaz se spomnim, ko sem jaz majhen, Hollywood je, tudi ko sem še večji, je celo serijo filmov o tistih karateistih pa tistih pretepačih izdal. In to so množice hodili gledati in vsak ste bili mladi ljudje, otroci, fanti, ko so prišli ven iz tistih kinematografov, vidite, ko so to gledali, so rekli, fant, tako jutri se gremo pisati v Katareklu, pa Jutklub, pa kažem, se tudi vidite, narobe. Potem, se pravi, karkoli ima DVD, karkoli filme, kakšnekoli zvezo ali pa kakšnekoli izraze, ki uporablja v zvezi s temi borilnimi športi, dajte prosim vse to zažgite, ali pa dajte nekomu, da bo zažgal, kar ti morate videti, tudi če je ena sama stvar, ena sama knjiga in sam pas, karkoli že, po tej stvari vas bo hudič držal, zvezane, vidite, in vam bo delal težave vse življenje, vi ste zapeljal greh in ob smrtni uri vas lahko s temi potegne dol upakav s temi stvarmi, ki jih imate doma. Dajte to napraviti, če boste Boga, boste hvaležni na sodni dan, če boste Boga, vam bo žal na sodni dan, da tega niste naredili. Torej ne pisujte nekoga, sami ne trenirate, boste rekli, seveda, potem pa obstaja in izgovor, s katerimi hudič največ ljudi reče, sej mene pa čist nič ne zanimajo tiste vire, pa tisti hudiči pa tisti zdravljeni. Mene zanima samo zato, da se mečkim sprostim, malo športam, pa malo rekreacijo, pa v dobri formi se ohranjam. To je izgovor hudiča, zapomnite si. S tem te bo dobil, vidite, ker briga njega, če tebe zanima tiste vire, on je zadaj za temi stvari in če priješ ti notar, je tako, kot pravi, kot je rekel sveti Janez Bosko, je kot hudič, je kot pes. Je na verigi, ker ga Bog drži na verigi, ampak če priješ ti k njemu, te bo klal. Vidite, in trenirati katerikoli borilno veščino, vidite, je seveda isto, kot če greš psu, pa te bo klal, greš k hudiču in te bo klal in te bo škodoval, koliko te može, lahko te pogubi. Vidite, in še eno stvar bi rad vam povedal, vidite, na Kristova kralja. Vidite, ljudje, katoličani, verujemo, da imamo angele varuhe. In eni sicer mislijo, da imajo angele varuhe samo otroki, kar ni res. Angele varuhe ima, pa je
Tradicija, včeraj sem to bral, mislim, sem članku od Bratovščine, da ima angela varuha vsak človek, ne samo krščen, ampak vsak človek. Na koncu je to logično, zakaj? Ker tisti, ki ni krščen, pa zapravo angela varuha še bolj potrebuje, kot tisti, ki smo krščeni. Ker ga mora pripeljati do prave vere, da se ne bo pogubil. Ker angela varuha ima nalogo, da svojega varovanca pripelje v nebesa, se pravi, da se ne pogubi. In hkrati seveda ne sme kršiti njegove svobodne volje. Ja, vidite, in če imamo, da imamo angele varuhe, in zadnji smo povedali, da je sveti angel Mihajl, da je, koliko sednih je bilo tistih komunistov, vidite, komunističnih vojakov, severnokorejskih vojakov, da jih je 7 komijev pobil s svojim mečem, vidite, Bog mu je dal to, Bog mu je to ukazal. Se pravi, da angeli varuhi so zelo mogočni. In vse tisti boste rekli, kaj pa tisti angelčki, ki so tam na naši sliki, vse družine, tisti tam mali, tisti pa nič ne morejo pomagati, ko so sami potrebni pomoči, ko so tako majčki, ko so dojenčki. In morate vedeti, da angele varuhe so začeli takšne kot dojenčki, ko so ga na sliki slikati šele v renesansi, ne prej. V renesansi so pač si za to pa zmislili te majhne angelčke in seveda, če človek misli, da so angeli varuhi takšni, ko so tile go na sliki, potem se da bi rekel, oni bolj potrebujejo moje varstvo kot jaz njihovo. Ni res, vidite. Angeli so izredno mogočni. V Stari zavezi piše, da je en sam angel in sami noči pobil nekaj 10,000 sovražnih vojakov, ki so hoteli Izraelce pobiči, potovči. In sami noči. En sam angel. Se pravi, angeli imajo Božji moč, tudi naš angel varuh, vidite, je zelo močan, zelo mogočen, nikakor ni takšen, kot tisti, ki tam lego na sliki gor, vidite, zelo mogočen, vidite, in nas veliko bolje varuje, tudi če bi znali vse borilne športe na tem svetu, vidite, obvladali, da se on lahko veliko bolj varuje, kot pa mi sami sebe. Ja, to se pravi, zaupajmo torej našemu Kristusu kralju, vidite, ki je kralj vsega stvarstva, in zaupajmo našim angelom varuhom, bežimo pred tem borilnim športi tudi pred Bogom, vidite, in dajmo zažgite vse, karkoli vas, če imate kaj doma v vezi s tem, vidite, kajti vse to uporabimo hudič, da nam škoduje duhovno in da nas pogublja. In še ena stvar moram povedati na današnji dan. Ljudje so nasplošno prepričani, vidite, da je Kristus kralj mora biti kralj naših src, skupaj s Marijo kraljico, v Jožefom kraljem, kajti vsi trije so kralji, da mora biti vsi trije kralji, Jezus Kristus, Marija, pa Jožef, kralji naših src, pa naših družin, ampak da bi Jezus kraljeval v družbi, nad narodi, v vladah, to pa ne, to je pa prehodite. Zakaj? Zato, ker so modernisti predstavili ta praznik ne iz zadnje nedelje v oktobru, ampak na zadnje nedelje v novembru, ali pa prvo nedeljo v decembru, vidite, ki je pa simbol, kaj? Poslednjega dneva, se pravi, ki je pa simbol vesoljne sodbe in konca tega sveta. In s tem, ko so predstavili modernisti ta praznik na zadnji dan v novembru, ali pa zadnjo nedeljo v novembru, ali pa prvo v decembru, letos bo prvo v decembru, vidite, s tem so hoteli reči, Kristus bo kraljeval šele na sodni dan posodne dnevo, se pravi, šele bo konec sveta. Do takrat pa kraljuje samo v naših srcih, v družbi pa narodi, to pa ne. To pa lahko vsak narod si lahko sam zbere, kjerokoli vero, pravi drugi Vatikanski koncil, po svoji vesti, vidite, in tako naprej. Tega cerkev ni nikoli učila, vidite, to je modernizem. To je nauk, ki je popolnoma zgrešen, popolnoma nasprotno vsem naukoniške cerkve, vidite, in seveda ta nauk seveda v skladu s naukom papeža Frančiška, ki pravi, da vse vere vodijo k Bogu nebesa. Hvala lepa, sem rekel, to je herezija in mi moramo bežati pred herezijami, kajti herezija, če kdo privoli v takšno herezijo in jo spoveduje, veruje da herezijo, ipso facto preneha biti katoličan in je objektivno na poti v pogubljenje v pekel. Ja, vidite, en dokaz, vidite, da boste pa rekli, ja, ampak gospod Mašnik, vi nam pa ves čas govorite, pa omenjate tiste vojske, ki so bile, ko smo se borili proti muslimanom, proti džihadistom. 1565 bitka pri Malti proti muslimanom, ko smo zmagali, ko so malteški videli zmagali, pa potem 1571 bitka pri Lepanto, pa potem 1683 bitka pri Dunaju, vidite, ja, res je. Ampak vidite, takrat, vidite, ko mi branimo svoje življenja svojih družin, svojih narodov, takrat imamo po božji in mednarodni pravici, božjem mednarodnem pravu, imamo pravico braniti svoje življenje tudi z orožjem. Ja, pa smo tudi z orožjem, pa so se branili. Vidite, ampak vojna ni nikoli nekaj rednega.
Kajti vemo, da vojni rečemo, da so vojni trajajo izredne razmere. Vojna je nekaj izrednega in če gre za pravično vojno, imamo pravično bojevati se tudi z orožjem. Tako je, jaz sem tudi bil v JLA, 1979, januar 27 sem stopil v JLA, potem pa 10 mesecev dol v Skopju, potem pa še 1 mesec pa pol v Mariboru. Vidite, sem bil v JLA, ampak jaz sem bil kot vojak, ne zato, ker bi sovražil kogarkoli, ki ni bil komunist ali pa ni bil Jugoslovanka, kar so pač učili komunisti, ampak iz ljubezni do Boga, ker sem bil pripravljen varovati svojo domovino, takrat je bila še to Jugoslavija, Slovenija, vidite, danes pa je Slovenija. Imamo pravico braniti svojo domovino in vemo, da smo 21. leta, vidite, da smo izbojevali 10. dan vojne, 7. julija je bilo konec, vidite, potem je bilo tisto premirje in kjer je bilo oktobra na današnji dan, to se pravi 25. oktobra, je šel zadnji vojak JLA iz Slovenije, vidite, z ladjo je šel iz Slovenije. Vidite, pa kdo je bil agresiven v tem primeru? Agresivna je bila JLA. Slovenijo je hotela z vojaško silo, vidite, zavzeti in ji prepričati, da bi mi se odločili od Jugoslavije in da bi postali samostojni. Vidite, zakaj? Ker vemo, da je Jugoslaviji vladal Tito, ki je bil evolucionist, vidite, par excellence, in vidite, vsi ti ljudje, ki verujejo v boginjo evolucije. Vemo, da Tito ni bil ateist, tudi ne Stalin, pa Lenin, pa Mao Tse-tung, pa Hitler, pa naprej se ti množični morilci niso bili ateisti, ampak so bili fanatični verniki v evolucijo. Fanatični verniki. Vedno gre za boj med verami, nikoli za boj med znanstvom in zakonci. Vedno gre za boj med pravo Božjo vero in seveda med laživimi, krivimi, hudičnimi verami, vidite, in ti evolucija vemo, da to je. Vidite, in ljudje, ki zavračajo Kristusa kralja, Marijo kraljico in seveda Jožefa kralja, vidite, to je večina človeštva danes, vidite, zavračajo, da bi oni vladali ne samo v srcih, v družinah, ampak tudi v narodih, v vladah, da bi bile katoliške ustave, katoliški zakoni, vidite, vsi ti ljudje so kaj? Brezmejno agresivni, nasilni in napadalni. Dokaz za to je, da je danes Slovenija, vidite, posuta s kakšnimi 700 morišči, vidite, s katerimi je posut Tito našo Slovenijo, vidite, s tem, ko so pomorili naše rojake, katoličani seveda posebej, pa iz vseh držav bivše Jugoslavije so morili, vidite. Vemo, da je evolucionist Hitler, vidite, dal pomoriti ogromno milijonov ljudi, Stalin še veliko več, na 10 milijonov ljudi in Mao Tse-tung med vodilnimi, ki je dal na pomoriti okrog 50 do 60 milijonov ljudi v Kitajski. Vidite, dokaz, kako ljudje, ki zavračajo Kristusa kralja, ki je knez miru, vidite, kako so vsi nasilni, agresivni in napadalni. Morilni morilci. In dokaz danes imamo, vidite, feminizem, morjenje nerojenih otrok. Morjenje starih ljudi za evtanazijo, vidite, to je vse dokaz, vidite, kdor noče Kristusa kralja sprejeti za svojega kralja, stopi na pot agresivnosti, nasilnosti in napadalnosti in seveda morjenja svojih bližnjih. Torej, edina rešitev, vidite, kot pravi Pij XI v svoji encikliki Quas Primus, to je encikliko je izdal 11. decembra 1925. leta, se pravi, drugo leto bo 100 let, kar izdavite, v tej Quas Primus pravi, kralj, Jezus kralj, ni samo kralj naš katoličan, pač pa vseh ljudi, vseh narodov in mora vladati ne samo vseh naših družinah, ampak tudi v narodih, vidite, v vladah teh narodov in vsi ga morajo kot takšnega priznati, ne samo osebno, ampak tudi javno priznati in ga kot takega častiti. In če bi tako bilo, potem mi, dragi brati in sestre, danes ne bi bili tukaj, ampak bili v normalnih cerkvah, ki so jih naši predniki se zidali za tridetinske maše, ne pa za novoslordo maše, vidite, in bi vsi prijemali Jezusovice kleče in na jezik, kajti prijemati svojega kralja, vidite, stoje pa na roke, mislite, kakšen absurd našega kralja, vidite, ki je naš Bog in je stvarnik, vidite, absurd, vidite, ampak ta absurd se dogaja danes po večini cerkvah v Sloveniji, oziroma po vseh cerkvah v Sloveniji, vidite, kjer imajo te novoslordo maše. Vidite, direktno proti njegovemu kralju, vidite, novoslorda maša je poniževanja Kristusa kralja, ne pa častenje Kristusa kralja, vidite, tridetinska maša,
preštejte, kolikokrat jaz pokleknem pred oltarjem, pred Jezusom, kolikokrat poljubim oltar, kolikokrat, ja, in seveda potem na koncu klečepite prejema našega Gospoda in kralja, in to je tisto, kar lahko reši naš svet, ne pa tisto, kar učimo danes. Upam, da sem danes imam še eno pridigo v Maribor, imam še prišel do Maribora, vidite, tako je. Tako kot je Kristus kralj na delo, je tudi seveda hudič na delo, ampak od nas je odvisno, vidite, kdo bo zmagal v našem življenju, kdo bo zmagal v našem življenju, vidite, kdo bo zmagal potem po naši smrti za človečnost, ki bomo potem po smrti ali pri Kristu kralju, pa mreklice bo Jožef kralj v nebesi, ali bomo pa pri hudičih, vidite, v peklu, ki seveda skušajo Jezusovo kraljevanje čim bolj uničevati. Molimo torej za zmago Kristusa kralja, kdor more naj daruje v ta namen svoj sveto obhilo danes in se za zmago Kristusa Marije kraljice in Jožefa kralja, kajti Jezus nikoli ni kralj sam. Kralj ima vedno kraljico in seveda svet Jožef kot družinski poglavarski družine, vidite, je ravno tako kralj s krono in oni morajo vladati, drugače bo pač vladal hudič. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.